Jaz sem Boris Žagar, avtor tehle knjig. Zadnjo, ki sem jo napisal, sem jo malo humorno imenoval Gamsova župca. Imam pa več razlogov, da sem jo tako imenoval. Gamsova župca je namreč po nekaterih mnenjih skoraj mistična dobrina. Bohinjski lovci, tisti regularni, pa tudi divji lovci, ti še bolj, so takrat, kadar je žena rodila, ustrelili gamsa in skuhali gamsovo župco, ker velja taka župca skoraj kot zdravilo in krepčilo in nekaj, kar ženski zelo pomaga, da se prej postavi na noge, ne. Ima v sebi neko moč, ki si jo tudi moški seveda niso branili, niso jo poznali. Menda so moški celo gamsovo kri pili, ne, ker je verjetno še nekaj močnejšega, ko so gamsa ustrelili, vrat prerezali in tako toplo, svežo kri pili. To je opisal Franc Saleški Finžgar v Divjem lovcu. To kri imenuje gamsovko in tam je tudi prizor, kako to kri pijejo in se hvalijo, kaj vse iz nje črpajo, ne. Če mimogrede omenim, Franc Saleški Finžgar je tudi moj daljni sorodnik tamle izpod stola. No, o divjem lovu v Bohinju so pisali skoraj mnogi, no, predvsem Janez Jan je poznal, ki je kot mlad duhovnik v Srednji vasi služboval in so ga tu menda celo lovci spravili svoje društvo. Ne vem, kako gre to, duhovniški poklic pa pobijanje živali skupaj, ampak bil je med njimi, dobro jih je poznal in napisal je tak imeniten roman Trop brezvoncev. Jaz sem ga, ko sem pisal svojo knjigo, kar s pridom uporabil. Drug tak pisatelj, ki bi ga mogel omeniti, da se te teme zelo dobro kot poznavalec loteval, je Tone Svetina, ki sem ga tudi omenil. Žal mi je, da nisem omenil še dveh njegovih del, Lovčeva hči pa Ugaslo ognjišče. Tam je zelo dobro opisano, kako so divji lovci prinašali okrog pravzaprav oblast, ker v to so bili prisiljeni, ne. Če so hoteli loviti, so mogli loviti nelegalno, legalno so lovili samo tisti, ki so bili najprv v preteklosti fevdalni gospodje, največja gospoda, to je bil njihov privilegij. Pozneje, ne, pa veliki bogataši. Oni so lov jemali kot tako rekreacijo zase, imeli zato v svojih loviščih postavljene lovske čuvaje, ki naj bi jim čuvali to njihovo imovino v obliki teh divjadi, a ne. No, navadni ljudje so si pa predstavljali to drugače, a ne. V okolju, ki je bilo zelo skopo, kjer je bilo težko preživeti, od zemlje se v celoti ni dalo. Garali so še, ko so gozdna dela opravljali, rudo kopali in tako naprej, ampak vse to je bilo premalo. In seveda, če so videli, da pa okrog meso samo skače, a ne, oni pa lačni, jasno, logično je bilo, da so po te živali potem hodili kot divji lovci ali pa, kot jim rečejo Bohinjci, ravšici. In več kot enkrat sem slišal, da so komentirali
to svoje početje tako opravičili tako, ne, da so rekli, Gamsa je Bog za reveža ustvaril, a ne. Bogataši močno pokladajo za to tem živalim, a ne, da jih potem lovijo. Žival se je pa na njihovem pasla, ne, in so smatrali, da je to njihova pravica in ni bilo Boga, da bi jim jo izbil iz glave, jim jo vzel, jih toliko prestrašil še z ne vem kakšnimi kaznimi, da bi odnehali in ne bi več lovili, ne. No in ta tema, koliko so bili tisti, ki naj bi ta divji lov zatirali, sploh sposobni to doseči, je bila meni vedno zanimiva, ker sem bil pač v taki službi, ne. Bil sem kriminalist in seveda naključje, neko veliko naključje je bilo tudi to, da sem prve primere, ki sem jih imel prav v Bohinju. Prav v Bohinju me je čakal nek tak umor enega davnega leta 35, ki ni bil nikoli raziskan. Šlo je za primer, ko so šli 4 divji lovci na lov, 3 so se vrnili, eden je v gozdu ostal in to se ni nikoli raziskali ali izvedeli, kdo od teh 3 ga je ubil, saj drugače biti ni mogel, kot da ga je eden od teh 3, ne. In to je bilo omenjeno v prvem bohinjskem zborniku, pravzaprav v drugem bohinjskem zborniku. V prvem o divjem lovu še sploh ni nič pisalo, kot da tega v Bohinju ni. V drugem bohinjskem zborniku pa Ivan Veber piše o tej zgodbi, češ da je bila to v Bohinju najbolj premlevana zgodba, ne. Veliko so premlevali, ne, nič pa niso premleli, ne, kdo bi pravzaprav bil tisti, ki naj bi tega človeka ubil in odločil se, da ga pustijo kar tam v gozdu, ne. Ta zgodba me je tako prevzela, ne. No, potem so se zgodile mi pa še druge take, da sem potem začel o tem tudi pisati. No, v teh knjigah sem to pisal najprej o Zlatem repu. Potem sem pa ta Zlati rep predelal še po bohinjskih znamenjih, no in zdaj nazadnje v tej Gamsovi župci. Ta zgodba je zelo zanimiva. To se je zgodilo v Soteski, ne, kot sem omenil, leta že 35, 7 let pred mojim rojstvom, davno, ne. No, ampak ta moj prihod v Bohinj je bil najprv zaznamovan s tem službenim primerom, nek sem ga po službeni dolžnosti raziskoval, prastar primer. Potem se mi je pa zgodilo tudi to, da sem v kraju Zatreb nad Vojami na obrobju Skovnice kupil neko staro propadajočo hišo, kjer sem pa ugotovil, da se je zgodila pravzaprav skoraj identična zgodba. Tako kot so v Soteski 3 divji lovci svojega prijatelja ubili, ga tam pustili, ne, so med vojno 44. leta prišli v Zatreb ravno tako. Imenovali so jih terenci, to so bili vosovci, to so bili notranja zaščita. 3, ki so tega gospodarja, Vodovnik so rekli po domače, iz Todora je bil doma, tudi tam ubili. Poskušal mi je pobegniti, stekli so za njim, so ga ubili in tudi so ga pustili v gozdu, čisto enako kot pa tam v Soteski, tako da se mi je ta zgodba pravzaprav že ponovila. In ta ponavljajoča naključja ti dajo misel, da si rečeš, pa to ni res, ti si tle v Bohinju prav izbran, da z takimi stvarmi stikaš in jih rešuješ, in res so se mi pravzaprav te stvari pojavile, včasih skoraj po čudežu, ne. Tak primer je tudi, ko niti v policiji več nisem bil, pa sem našel recimo tamle Ljubljansko kost ene domačinke,
ki je bila že 3 leta pogrešana. Cel Bohinj je ni mogel najti, prečesali so vse gozdove, ne. Meni se je pa na rojsten dan tako rekoč prikazala tam v mojem vodnem zajetju, tako rekoč po čudežu sem našel pravzaprav nekaj deloma pojasnil njeno usodo, tragično, ne, saj to, ki je končala. Ne. No in ta Bohinj je zame res mističen. Napisal sem, da sem šel s kriminalistiko nad mistiko, ne, ker so mi dostikrat pripovedovali, ja, on je zginil v Kvatrah, Kvatre so bohinjsko vraževerje, to je tisti čas, zlovešč čas, ki se posebno tretji teden v mesecu septembru pojavlja in so stari ljudje takrat verjeli, da zlo kar preži na njih in takrat je najboljš doma ostati, nikamor iti. No, če vemo, v kakšnem času danes živimo, se pravzaprav ta slutna njihova stara pravzaprav spet potrjuje, še hujše, ne, nihče ne sme nikamor iti, še maske moramo nositi in tako naprej, ne, to se mi je zdelo zabavno, da sem to tudi malo raziskoval, tako da Bohinj je za mene res mističen kraj, a ne, čist poseben kraj in kakor je res, da te Bohinjci od prišleka ne bodo za svojega vzeli ali pa saj zlepa ne, a ne, je meni to čist vseeno, ne, ker mene je prav Bohinj nagovoril kot tak, kot kraj, mi ponudil te primere in te primeri so bili pravzaprav dost pisateljskega izziva, da sem se lotil papirja in na papir dal to, kar sem doživel. Nič ni izmišljenega, ne, vse je doživeto. Tako da Gamsova župca je pravzaprav že bolj labodje spel tistega, kar sem prejšnja leta počel. Malo se v tej knjigi že ponavljam, a ne, tistega, ki ga bo prvič bral, je čisto v redu, ne, kakšen, ki je druge knjige moje bral, bi rekel, da se malo ponavljam, ampak je pa to tako, da res, a ne, naletel sem kot pisatelj na ljudi, ki jim je bilo moje pisanje všeč in so se hoteli z mano seznaniti, se pogovarjali o tem in naletel sem na take ljudi, ki so rekli, jaz bom pa, 2 sem taka poznal, jaz bom pa napisal pa knjigo prav o divjih lovcih, o krivolovu, ne. No, potem sem rekel, fino, ne, bom jaz tudi pomagal, ker sem imel tudi neka gradiva z nekih razstav, divjim lovu pa tako naprej, ampak z tistega ni bilo nič, samo napovedi. Ko mi je bilo pa tega dosti, sem pa rekel, ja, če pa ne boš ti, bom pa jaz, ne, tako da bil sem malo sprovociran k temu pisanju, ne. Najbolj me je pravzaprav sprovociral prav Ivan Veber, ker on je bil edini tle v Bohinju, ki je bil toliko pismen, da tako rečem, da je v zborniku, drugem zborniku bohinjskem, to temo odprl in je napisal, kar je vedel o teh divjih lovcih. On je bil namreč gozdar in lovec in je prišel seveda tudi z divjimi lovci v stik, imel je toliko pristen kontakt z njimi, da so se mu zaupali in so mu pripovedali zgodbe, kot je on sam povedal, da jih je zapisal vsaj enih 50, ne, da jih je potem tudi svoji hčerki, ki je bila 2-leten otrok, pripovedoval zvečer, da je lažje zaspala, da jih je otrok poslušal s takim zanimanjem, da je rekel, da mu ni bilo treba to čisto nič spremenjati. Tako kot je od krivolovca zvedel, kaj je počel, tako je otroku pripovedoval, otrok je čutil, da je v tem pravzaprav nekaj čarobnega, ne. To so skoraj pravljične zgodbe, ne, mistične. To ni samo tisto ubijanje, to ni samo, bi rekel, tista obrt za preživetje, ljudje so ubijali seveda, ker so bili lačni, ampak je še marsikaj več, je to še nadgrajeno, je to še tista lovska strast, kaj lovec doživlja, kako se lovec pol, kako je sprejet svoji okolici,
te fante, ki so upali iti gor, ne vem kam v skalovje, to so včasih drugače hribulazili kot se danes, ki so nosili krivce za klobukom ali pa gamsove čope. Tiste so dekleta malo drugače pogledale, kot pa tiste, ki niso imeli nič ne v glavi, ne na glavi, ne. No, tako da sem jaz poskusil, čeprav nisem sam lovec, in se mi pravzaprav tako ubijanje opira, da sem Webra potem vprašal, če bi mi šel malo za mentorja in mi pomagal pol na sveti, ali sem jaz temo prav, da sem se teme prav lotil, a sem zadev tisto, kar bi bilo treba povedati, sem ga prosil za sodelovanje in sva postala prav prijatelja. Tako da se to tudi iz knjige vidi, ne, da mi je pomagal in knjiga je zdaj tu, jaz jo priporočam. Mislim, da že podatek, da je to kulturno društvo Bohinj založilo, veliko pove, da se moram Juriju Sodi zahvaliti, da je čutil, da je to prava tema, bohinjska tema, da to kulturno društvo mora podpreti. Je bila pa knjiga hitro samo v tem bohinjskem krogu pravzaprav razprodana, to tudi nekaj pove, da nisem brcnil prazno, ne.